Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Ja, nekajkrat se mi je pa že zgodilo, da sem bila v mesecu decembru za vse tiste najbolj pomembne praznike v tujini in ne morem se otresti nenavadnosti, neavtentičnosti tega, da si za novo leto pa da gledaš vse to smrečke, pa božičke, pa ne vem kaj še vse zunaj, pa vroče, pa v kopalkah. Čuden je, definitivno je čuden. In tudi v Indiji imamo fotografije, kako tam dejansko praznujejo in bistveno drugače, ampak poglejte tole sliko, no, pa to nekako tako čudno je, ne, pa ognjemeti, pa vse te zadeve, pa visoke temperature in držim pesti, da bi bil letos sneg za Božič, da bi bilo, ne, tista taka pravljica, kot si jo želimo. No, pa ko smo ravno v Indiji, ali ste že slišali za obdobje sadesati? Kar precej ljudi je prestrašenih glede tega, niti noče vedeti, kdaj to obdobje v svojem življenju imajo, ali pa se jim zdi, da so ga že imeli in potem jim dejansko nekdo izračuna in pove, a ne si. Zakaj so prestrašeni? Predvsem zaradi tega, ker govorijo, da je to 7 let nesreče, 7 let in pol nesreče, 7 let in pol tistega najslabšega, kar se ti dejansko lahko zgodi, od smrti do odpustitev, do vseh takih in drugačnih stvari. In danes bomo spoznali, kaj je res in kaj ni res. Podgovore pa smo se odpravili, pravzaprav smo jo povabili, tako da je ona k nam prišla, k Tini Orov. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Tina, ti se že leta in leta ukvarjaš s tem, da ljudem pogledaš njihovo natalno karto, torej z džotišom, indijsko astrologijo, in zagotovo vedno ljudi zanima tudi, oziroma in kar sama po sebi poveš za to sadesati obdobje, ne? Ja, res je. Vedno več ljudi tu zanima, opažen pa, da so res preveč v strahu, no. Ful se bojijo, celo zadnjič je do mene mail prišel, da ena gospa je že bila pri meni, pa je potem si dala nekje zračunati sadesati obdobje in je dobila kar precej temačno razlago. Jaz sem ji takoj povedala, da škoda, ne, res je škoda, ker to je ful lepo obdobje, samo ga moramo mi razumeti na pravi način. In če mi to razumemo, zato pač ne more ena oseba sama to razumeti, ker se tega ne spozna na to, zato mora iti k enemu svetovalcu, da je to razloži. Sam zdaj smo različni, ne, ljudje, različni svetovalci. Zdaj jaz sem taka, da hočem dobro povedati, tudi če je slabo opozorim, ampak je način, kako poveš. Ni treba zdaj glih temačno in moreče razložiti, da potem človek ne more vstati od straha. Tu se meni zdi ful škoda in ful nepotrebno, ker sploh ni sadesati. Ni to bistvo, no. Bistvo je, da res mi pogledamo težko situacijo iz drugega zornega kota. In kaj nam hoče življenje sporočiti. Mogoče smo pa že celo življenje na napačni poti. In če bi mi videli to, itak je težko v tisti situaciji, ker bi mogli vse pustiti za sabo pa obrniti nov list. Ful je težko. Ampak potem, ko tu uninku uspe to narediti, so pa čist drugi ljudje, no. Se pravi, v tem obdobju sadesati je to neko leto prelomnic, kjer te življenje postavi iz napačnih tirov na prave tire, ampak to ponavadi boli, pa trpiš, pa tak naprej, ne? Niti ni treba, da boli in niti ni treba, da trpiš, ker če mi prej vemo, kdaj ga imamo, se lahko na to pripravimo. Saj to je bistvo džotiša, da nam osvetli pot za naprej. Če ne vemo in če narobe delamo in da se ne umirimo, kadar treba, potem je lahko res boleče in trpeče. Zdaj tisti ljudje, ko pa pridejo do mene ali pa komu drugmu in ko se jim tu izračuna in ko se jim pove in spet prava razlaga mora biti tukaj. Ne zdaj teksti, ki so v glavnem v angleščini napisani na spletu, so vprašanje, kakšen prevod je, ker to je 5000 let stara veda in te prevodi so ful izgubili svoj prvotni pomen, kar je šlo skozi, ne vem, tisoče različnih jezikov tudi tej prevodi, ne. In zato je res težko včasih res prav napovedati, no. Kaj to pomeni in oni ljudje, ki niso tega se učili, ki niso s tem, lahko res napačno razumejo. Ja, in potem v bistvu škodo naredijo, ne? Sploh pa Ja. potem človeku, ok, razumem. Dobro, no, dejstvo je, da v obdobju sadesati to je en zelo majhen košček vsega tega, kar pa ti v bistvu poveš, ne?
To je mičken nekomu, košček. ne? Ja, to je mičken košček. Spet je odvisno, če vidim, da je trenutno v tem obdobju, potem se malo več časa tle ostavamo. Če pa ni in da ga bo imel kumi čez 15 let, tu povem, kdaj ga bo imel in kaj ne bo pozoren, ampak je škoda zgublja čas, zdaj kaj bo čez 15 let, ker mi moramo živeti ta trenutek. Ta trenutek moramo živeti in ta trenutek čim bolj biti v svoji moči. Bolj, ko smo v svoji moči, lažje nam bo šlo. Zdaj, bolj, ko pa drugi z nami manipulirajo in delajo in to pomeni, da nismo v svoji moči, težje potem nam je, ne? Jaz sem to opazila. Važno je tudi, da mi čim bolj pridemo v svojo moč. Kako pa pridemo v svojo moč, ne? Na tak način, da delamo na sebi, pa saj poskušamo. Že eden, ki si res ne more nič privoščiti, je lahko že tu, da globoko diha v trebuh. Že neki, da začne saj mičkene korake na svoji poti spreminjati. Wow. Ja, jaz sem bila eden izmed teh primerov, ki si mi naredila karto, si ugotovila, da sem v obdobju Sadesati, ne? Ja, in zdaj boš malo šla ven, ne? Ja, ampak najbolj zanimivo mi je to dejansko datum, ko zaključim Sadesati, je datum mojega roka za porod. Ja. A ni nenavadno to? Zelo je nenavadno, ful je zanimivo, ampak zdaj je tako, če se bo tvoj otrok rodil prej, bo še zmeri mičkeno ujel tvoj Sadesati. Tako da to pomeni, da boste imela še neko skupno karmo za razrešiti. Če se bo pa rodil potem pa je ven iz Sadesati in je tudi tu. Tako da zdaj, to je zanimivo, ne, ker zdaj točno ne moramo vedeti, kdaj se bo rodil. Ti imaš rok, ampak lahko bo šel čez, lahko bo malo prej. Ja. Zdaj, če gre en dan čez, potem boš ti že ven, ne? Ja. No, evo. Mislim, jaz se definitivno veselim, ko se bo tole bitje rodilo, bom vsekakor dala zračunati to, da boš pogledala natalno karto in vse te zadeve. In tudi sicer velikrat prijateljice pa prijatelje ob rojstvu otroka jim dejansko podarim nekaj takega, pa tudi za sebe, da vidijo, pa tako se mi zdi, da je to lepa zadeva. Ampak tako sicer, 7 let in pol je to obdobje. Se pravi, pri vseh je 7 let pa pol. Ja, pri vseh je 7 let in pol, pride vsakih 23 let in se gleda v tranzitu Saturna, ko gre čez našo natalno luno. Podnapisi? Ja, sej, počasi. Počasi bom še enkrat. Mi imamo natalno karto tukaj, ko se mi rodimo, ne? Je ta zapis, ko pride ta izris. Tu je naša karta. Pol imamo pa trenutno tranzite, ki so zdaj, tudi v tem trenutku so zdaj na nebu nad nami. Ja. No, in te tranziti, kadar pride v temu tranzitu nad našo luno, ki je v prvi karti, tej natalni, eno znamenje pred luno, eno nad in eno po luni, tu je obdobje Sadesati, ker pa Saturn rabi 2 leti, več kot 2 leti, da pride iz ene hiše v drugo, se tu potem raztegne, če gledamo, da mora 3 hiše prehoditi na 7 let in pol. Ne, zato je tako dolgo, je pa malo bolj stresno obdobje, v bistvu zaradi tega, ker ta naš zahodni svet ne razume te indijske filozofije, da bodi v trenutku, uživaj, ni pomembno, kaj bo bilo čez 10 let, ker važno je zdaj. Mi tega ne razumemo in zato se pol toliko bojimo tega. In nas ponavadi okoliščine pripeljejo do tega, da se res umirimo. Če se mi nečemo, nas neka zunanja okoliščina pripelje do tega, da se umirimo. Zdaj, ali je tu, da je dobro, nesreča je spet negativno, ampak recimo, če nekdo zboli, kakšen, ko je v športu, recimo športnik si najbolj boji, da bo se nekaj naredil, ne, na področju z kostmi ali pa da se bo poškodoval. Zdaj, treba se vprašati, zakaj se je to zgodilo glih v tem obdobju. Ali nisem na pravi poti, ali bi drugače lahko pregorel in ga je malo ustavilo, da gre teh 7 let in pol mimo in bo potem že vse tiste medalje. Ker mi mislimo, da moramo vse danes doživeti. Tako, ker da zdaj, če ne bomo še malo počakali, da bomo vse, da bo šlo mimo nas. Jaz imam tako občutek, tudi ljudje, ki pridejo k meni, kar nekam bežijo in se bojijo, da bo kar življenje šlo mimo njih. Ampak sej gre, če ne živiš v tem trenutku. Potem v bistvu si na programu in sploh ne veš, kaj delaš. Se pravi, ta Saturn dela za nas, sam grob način ima. Recimo, da ima grob, ker resnica, on nam resnico želi pokazati. Resnica pa včasih boli. Sploh, če živimo v mehurčku in če si neki, pač mi moramo živeti le na zemlji, z nogami trdno na tleh.
Vse je fajn, greš v meditacijo, greš posod, ampak je zmeri fajn, da se tudi prizemljimo nazaj. In Saturn nam to pomaga, da pridemo, da mi smo tukaj, nismo na planetu Sirius ali pa ne vem ki, na Marsu, na Veneri, smo tukaj z namenom, ker če ne bi bili tle. Mi smo tukaj v tej 3D z namenom, da nekaj naredimo v tem življenju. In vsi ti planeti nam dajo te vibracije in nam pomagajo, da pač vibriramo tako, kot bi oni želeli. Ampak mi smo pa tisti, ki lahko zavestno to spremenimo. Tako da meni se zdi december super mesec, da si čisto vsak naredi to, sam sebi da nagrado in spozna, kdaj ima sadesati, da spozna sam sebe, da pride na tako svetovanje. To je najlepše darilo, kar si lahko sam sebi daš. Sam sebi, pa tudi drugim na koncu. Pa tudi drugim, seveda, ja. Ja, meni so všeč take zadeve, zato ker to ni nekaj, kar pol boš hodil kot na masaže, ne, pa ti bo bom potekal, pa uno, pa tretje. Načeloma to narediš enkrat, pa imaš za celo življenje, ne? Ja, enkrat, ali pa recimo, da bi v par letih, ne. Imam tudi ljudi, ki se vračajo k meni, zato da samo pol vzamejo malo krajšo varianto, zato da se spomnijo, kaj trenutno je nad njimi, mi se spreminjamo, vsako leto imamo neko drugo vibracijo, ker nas okolje tudi do tega pripelje. In potem danes lahko ti slišiš drugače informacijo, kot si jo pred 2 leti. Tako. V mesecu decembru imaš še zadnja 2 seminarja, ne? Ja. Zdaj, to sva govorili, pač ljudje te pokličejo, pridajo do tebe in tak naprej. Ampak te seminarji so pa dejansko vezani za tiste ljudi, ki se čutijo poklicani, da bi tudi delali podobno kot ti, ne? Ali kak? V bistvu ne morejo pol še delati, ker je premalo 2 seminarja, lahko pa spoznajo osnove in pogledajo svoji družini in sebi, sploh katero znamenje so in da si znajo interpretirati določene stvari, ker tu bomo vse na seminarju povedali. Ne morejo pa zdaj delati, ne, ker jaz sem se vseeno 4 leta učila, ne, pa še zmeri se učim. Seveda. No, ta 2 seminarja bosta 12.12. Wow, kak lep datum si izbrala! Ja, ker vibracija bo tudi dobra okoli tega datuma in potem drugi bo čez en teden pa 19.12. Odlično! Ta 2 seminarja nimam nikjer na spletni strani nič napisano, ker sem dodala čisto dodatno termine, ker je bilo dosti zanimanja, tako da naj mi kar piše na moj mail ali pa kar pokliče na telefonsko in to je to. In se bomo vse zmenili, ja. Super, fantastično. To je fajn take stvari, ne? Sploh pa decembra, ko vse ostalo tu kriči in je fajn vedeti vse te stvari. Ali je možno, da se že rodiš v obdobju sadesati? Seveda je možno. Zdaj, tu spet otrok, ko je majhen, ne more razumeti, kaj želi Saturn sporočiti. Ker Saturn dozori, ko mi pri 36 letih naših. Se pravi, da otrok, ki se rodi v to pomeni, da je Luna blizu Saturna, ne? Če gledamo, kaj to pomeni, ne? Pod napisi. Je ta kombinacija, tak otrok bo lahko dosti joku in je že informacija za starše, ki jim jaz povem, samo dosti ga objemite. In to je to. Bodite potrpežljivi, če bo kdaj kakšna stvar, tako, tudi če bo fantek, pa bo ful za joku, pa naj joče, sej to je samo trenutno, to ne bo zmeri tak. In samo dejte ga slišati, dejte ga čutiti, videti, ne samo dej spet neki, mi ne gaješ, nimam časa. Te otroci rabijo ful pozornosti. Ja. Sadesati torej se ponovi, se pravi večkrat ga imamo v življenju. Načeloma 3-krat. Načeloma 3-krat ga imamo, tudi v programu, ko jaz računam, 3 datume napiše, ne, kar pride vsakih 23 let. Zdaj, če kakšen bi živel res 110 let, ne, bi tudi 4-krat lahko imel. Spet je odvisno od tranzitov in tudi od stopinj, kako so bile stopinje v času rojstva, ker se ene stopinje so tako raztegnejo, da je lahko eni imajo lahko tudi 8 let sadesati, eni pa manj kot 7,5. Spet je odvisno od teh stopinj. Ja, jaz če pogledam zdaj nazaj teh 7 let in nekaj mesecev, glede na to, da čez nekaj mesecev grem ven iz tega obdobja, zamenjala sem službo na nek način, kariero, zamenjala sem fanta, zamenjala sem avto, zamenjala sem dom,
v 7 letih pa še neki, ne 10-krat, verjetno 14-krat sem se selila v življenju. Skratka, ogromno sprememb je bilo. Ampak zdaj, kjer pa sem, zdaj mi je pa v bistvu fajn. Ja. No, vidiš, ti si vseeno verjetno si bila v stiku s svojimi čustvi, svojo energijo, malo si gledala, kako se počutiš in si sledila temu, ne? Zdaj, najslabše je, ko eden reče, jaz se ne bom nikoli selil, ne? Ker sploh ne ve, zakaj to reče. In pol pa pride recimo vsa desati, ki ga hoče, ki ga ta Saturn, sploh če pride čez 4. hišo, ki predstavlja dom, ga bo začelo nekaj motiti tam. Ali bo hotel vse prenoviti, ali pa celo ga ne bo... Te stvari, ki so mu bile prej okej, mu ne bodo več okej. In pol se bo sam krivil, kaj je pa zdaj z mano narobe. Ampak nič ni narobe. Mi se preveč hitro sami sebe krivimo. Namesto da bi se poslušali, kaj nam hoče telo ali pa neka energija sporočati. Mi se pol takoj krivimo, zdaj je pa z mano nekaj narobe, ker zdaj se pa tle ne počutim več dobro. Ja, pa zrastel sem, neko novo vibracijo imam, tudi leta ne dajo na koncu tudi neke nove stvari, ker tudi te planeti dozorijo, ne, vsako ob določenem času. In ko gremo, evo, že 36 let je taka prelomnica, ko Saturn dozori. Se pravi, mi od 36. leta naprej lahko rečemo, zdaj sem jaz toliko moder, da razumem, kaj pomeni, ko se najbolj mudi, se usedi. Ja. In da razumem, kaj pomeni, da če želim, da se nova vrata odprejo, moram stara zaprti. Ja. Prej skoraj ne bo šlo. Tina, ali je tudi v partnerstvih tak, da imajo obdobja, ki jih, ne vem, ki pride do več ločitev ali pa ne vem karkoli. Se pravi, imaš tudi v partnerskem smislu kako tako obdobje, ne vem, Saturnovo ali pa ne vem karkoli? Ne, tukaj se pač primerja oba človeka in potem se primerja, kdaj imajo vsa desati. Recimo, da se partnerja spoznasta v obdobju vsa desati. Ja. Ne? Ali da ga je vsaj eden imel, če ga imasta pa oba, bo verjetno imela neko stvar še za oddelati v tem življenju, kar malo vzponov in padcev, kar ne pomeni, da ne boste obstala skupaj, sploh ne. Ja. Ko kakšen bi takoj rekel, ne, tu ne bo, ne. Bo, ampak mogoče bodo imeli več izzivov v življenju, ampak tu bo njih, skupaj bosta rasla. Če bosta na prav način si začrtala, ne, njihovo zvezo. Če se bosta zavedala, ok, oba sva prišla ranjena v ta odnos in pogledala, zakaj se je zgodilo tu in tu in tu, mi dva pridemo zdaj skupaj in skupaj en drugega gremo čez, ne? En drugega potem zdraviva ali pa skupaj rastemo. Kaj pa če eden ima, drug pa nima, oziroma, ko pride nekdo k tebi, pa si zdajle sploh za decembra, ki je tako super, pa si naredi natalno karto, pa pol vpraša še, ne vem, za partnerja, pa da eden je, drug pa ni, to tudi kaj pomeni? Ne, zdaj lahko se tako zgodi, ne. Spet treba videti tudi vse še druge planete, pa kako so tranziti. Tu je tako ful na hitro, ne. Jaz tu nikoli ne rečem, ja, ne, ker tu je težko. Tu moraš ful stvari pogledati. Če ima eden, se lahko zgodi, da bo v tem obdobju treba res videti, ali je ta pravi partner ali ni. In če ni, bo velikokrat se zgodi, da se pol v tem obdobju ločijo, ali pa razidejo, ali nekaj se zgodi, da grejo pač narazen, ker se spremenijo energijo odzadaj. Ker taka naj bi imel vsa desati, če dela vse prav, naj bi rastel in naj bi ful skrbel za sebe. Če ta drugi ne razume tega, seveda ne bo šlo skupaj. Najboljše bi bilo, da ga podpira, ne, to bi bilo, ampak zdaj mi ne moramo od drugega zahtevati, zdaj pa boš se ti tako obnašal, tu ni niti, ne moramo tega zahtevati. In spet je zdaj odvisno, če skupaj rasteš, je okej, če ne, pa gre vsak svojo pot. Super. Hvala za informacije, ki si jih podala. Tina Orov je bila torej v naši družbi. Evo, natalna karta Džotiš, torej indijske astrologije, ki je bila včasih totalno zraven astronomije, zelo pomembna, nekaj 1000 let stara veda, nam je torej na voljo za to, da bolj spoznamo samega sebe. A ni to najlepše darilo, ki ga lahko damo sebi pa drugim? Da se spoznamo.